teme. Kids TV. Kdo ali kaj, kako in zakaj? Danes 5 novih dejstev spoznaj v rubriki Petka. Dober dan, otroci! Se boste novih stvari učili z mano. Če imate vprašanja, kar z njimi na plano. Kdo ali kaj, kako in zakaj? V rubriki Petka vsakič 5 novih dejstev spoznaj. Prvo vprašanje. Kako vemo, da so dinozavri obstajali? Ste že kdaj slišali za znanstvenike? Ali točneje za paleontologe? Prav oni preučujejo starodavna živa bitja, kopljejo po zemlji in iščejo fosilne ostanke kosti, zob, listov. Potem jih opazujejo, preučujejo in ugotavljajo, kakšno življenje so imeli, kako so se obnašali, kaj so radi jedli, kaj so nasploh radi počeli. Tako torej poznamo življenje dinozavrov. Drugo vprašanje. Kako so bili oblečeni vitezi? Ste že kdaj gledali kakšno risanko ali morda film o vitezih? Če ste, potem sem prepričana, da niste spregledali njihovih oklepov, ki so jih imeli na sebi. In kako je oklep sestavljen? Iz železne srajce in iz čelade. Oklep je bil težak več kot 20 kilogramov, zato, če je revež padel, se je zelo težko pobral. Ste si že poskusili izdelati ščit in meč? Dobra ideja, kaj ne? Tretje vprašanje. Kako se umivajo sloni? S čim si po vašem sloni pomagajo pri umivanju? Z rilcem, bo držalo. Z rilcem posrkajo vodo in se z njo poškropijo kot s prho. Se pa zelo radi kopajo tudi v jezerih in rekah. Še to vam moram povedati, če še ne veste, seveda. Sloni se pred soncem in žuželkami zaščitijo tako, da se povaljajo v blatu ali prahu. Aha, mi se ne špricamo s spreji, ki so temu namenjeni, oni pa so našli svoj način zaščite. Precej domiselno, kaj ne? Četrto vprašanje. Kako se živali branijo pred mrazom? Vsaka žival najde svoj način, da se zaščiti pred mrazom. Polhi, svizci in medvedi bolj ko ne zimo prespijo oziroma predremljajo v svojih brlogih in čakajo na pomlad, ko bo spet prijetno toplo. Temu pojavu rečemo zimsko spanje. Je pa tudi veliko živali, ki zime ne prespijo, na primer lisica. Ima pa zato zelo debel kožuh, ki jo greje kot plašč. Kot rečeno, vsaka žival se znajde po svoje. Naredi si tako, da je zanjo najbolje. Peto vprašanje. Kako vemo, koliko je stara želva? Vsako leto na luski želvjega oklepa zraste nov obroček. Če preštejemo vse obročke, dobimo želeni odgovor. Se pravi, koliko je želva stara. Enostavno, kaj ne? Če ima želva na oklepu 3 obročke, pomeni, da je stara 3 leta. Kaj pa, če ima 6 obročkov na oklepu? Koliko je potem stara? 6 let. Zelo dobro. Na koncu še nalogo ti dam. Za pomoč prosi starše ali pa jo opravi sam. V škatlici sreče se jih skriva veliko. 1 za vsako Petka rubriko. Dobro prisluhni, današnja naloga je sledeča. Danes si izberi prijatelja ali prijateljico v vrtcu oziroma šoli, ki mu boš pomagal pospraviti njegove stvari tja, kamor pašejo. Recimo igrače v vrečko, barvice v peresnico, oblačila v torbo. Veliko novega smo se naučili, vsaj eno dobro stvar v dnevu naredili. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ampak nič ne skrbite, kmalu odgovore še na druga vprašanja dobite. 1 petka za vse in se kmalu spet gledamo na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič!